V veteranskem centru Brinje je v sredo potekala slovesnost ob dnevu 670. bataljona za logistično podporo. Pripadnike in pripadnice bataljona ter goste je uvodoma nagovorila podpolkovnica Mojca Lah, poveljnica vojašnice Vincenca Repnika Slovenska Bistrica in 670. bataljona za logistično podporo. 30.6. smo se preimenovali v bataljon za logistično podporo. Preoblikovanje pa še zdaleč ni zaključeno in zato razumem, da pri vas vseh obstajajo neke vrste dileme, neznanke, ki jih bomo poskušali reševati v prihodnem kratkoročnem obdobju. Zagotovim pa lahko, da bo moj štab in pa jaz še naprej probala to maksimalno komunicirati z vami in pa se boriti za čim boljši predlog mirnodobne formacije, ki je osnova za vaš delovnopravni status in pa za naše delovanje bataljona v prihodnje. Kaj je še drugače? Slovenska vojska ima vzpostavljene prostorske sile in 8 teritorialnih polkov. Te sile bodo postopoma v naslednjem kratkoročnem obdobju od nas prevzemale določene naloge, naloge civilnega sodelovanja, varovanja, upravljanja objektov, vojašnic in vzdrževanja vojaške infrastrukture. Tudi tu razumem, da obstajajo še vedno vrsto neznank in dilem in se zavedam, da bo to težko obdobje pred nami polno vprašajev, neznank, negotovosti, mogoče tudi slabe volje, ampak sledimo nameri in danes z nami zadnjič v taki obliki stojijo pripadnice in pripadniki enote vojašnice Vincenca Repnika. S 1.10. se ta enota podreja v strukturo 7. teritorialnega polka. Ob tej priložnosti se želim kot trenutna poveljnica vojašnice Vincenca Repnika zahvaliti vsem nekdanjim in pa tudi sedanjim pripadnicam in pripadnikom enote vojašnice za njihovo delo, trud, sodelovanje, ki ste ga pokazali v zadnjih 12 letih, ko ste bili v naši strukturi. Vem, da ne bomo šli drug drugega narazen, ampak da bomo ostali skupaj, ne glede na vse nas boste še vedno podpirali naše enote in zagotavljali delovanje vojašnice. Zbrane je pozdravil tudi dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, slavnostni govornik pa je bil podpolkovnik Igor Veršnik, poveljnik logistične brigade. Kriza, varnostno geopolitična situacija, kakršna okoli nas je, zahteva spremembe. Vsi vidimo, kaj se dogaja v Ukrajini, vsi vidimo, da sistem Glori ne bo obstajal več, da mora biti logistični footprint čim manjši. Tudi s tem smo se veliko ukvarjali. In če odprete navodilo srednji pehotni bataljon, boste videli, da smo noter postavili logistične enote, pa koncept logistične podpore smo ga umestili v geometrijo bojišča. To je pa stvar nas poveljnikov, da se bomo začeli leta 2026 potem učiti. Zelo sem zadovoljen, da res velike napore vlagate v pridobivanje kadra in vam zelo lepo ratuje. Jaz mislim, da ste vi kar edina enota, kar rastete. In tle kapo dol na vašo angažiranost, podatki tako pravijo, na vašo angažiranost in tudi veliko prostovoljne rezerve drži, ima velik interes delati pri vas. To je pa samo zaradi ene stvari, ker imate dober leadership, ker se znate pogovarjati med sabo, pa ker si zaupate in potem ta zadeva laufa. Odlično ste integrirani v lokalno skupnost, jaz dobivam same pozitivne feedbacke, to nadaljujte, to je potrdil tudi župan, laufali bomo tako dalje in tako naprej. Na konec bi se sam še želel zahvaliti vsem pripadnikom in pripadnicam bataljona res za izjemno delo, pa izjemno požrtvovalnost. Res vam želim veliko uspehov tako na poslovnem področju, kot na vašem privatnem področju in da benem čestitam vsem prejemnikom priznanj medalj in vam na koncu želim mravljce, vi sam nadaljujte tako naprej. Na slovesnosti so podelili tudi priznanja, medalje in čine pripadnikom bataljona. V kulturnem programu je nastopila moška komorna skupina Kud Lojze Aužner Zgornja Ložnica.